Log pod Mangartom, vasica obdana z mogočnimi 2000-čaki, med katerimi kraljuje Mangart, je te dni ena sama zimska pravljica. Najbolj živahno je na domačem smučišču. Majhno, lepo urejeno in prijetno, primerno za vse, še posebej pa za družine z otroki. Ko vam je všeč to smučišče? V redu, za otroke je v redu, ne rabimo več. V redu je. Smučanje gre dobro? Ja. Meni najbolj všeč, ki je tako na vrh malo bolj strm, pa da se lahko tudi malo slabši smučarji učijo na njem. Tebi gre dobro? Ja. Letos deluje na njem tudi smučarska šola. Imamo 24 tečajnikov, eni so bili popolni začetniki in evo, danes 4. dan so že sami samostojno na žičanci, tako da ja, smo zadovoljni. Poleg smučišča so urejene tekaške proge. Progi sta za klasični tek na smučeh in 200 potem za skate varianto. V bistvu to je pa to, primerno je pa za vse starosti. Tukaj ni nekih strmin, se vidite, da je bolj naravnem. Skoraj da vsa okolica pa je primerna tudi za krpljanje, hojo po visokem snegu v idilični naravi. Zakaj je krpljanje tako zanimivo, privlačno? Pa predvsem zaradi tega načina hoje po celem snegu, tak bi rekel užitek, recimo, ker se ga z navadnimi čevlji ne da doživeti, predvsem zaradi tega. Dolina Stoteri slapov ponuja odlične možnosti za ledno plezanje, a pozor, tu so potrebne izkušnje, pa tudi primerne razmere. Začetniki poznajo kaskade, tukaj na začetku Loga pod Mangartom. Najbolj tak markanten je Poševni slap oziroma Lukižev led, ki je nad vasjo Log pod Mangartom. Potem zeleni slapovi so v bistvu še zraven njega, so že malo težji. Notri v dolini Koritnice na koncu pa je v bistvu pod Bauhom enih 5 zelo težkih slapov. Zanimivo je še sankanje z Mangarta, ki pa se trenutno zaradi preobilice snega in nevarnosti snežnih plazov ne priporoča. Podobno je tudi s turnim smučanjem, zato zaenkrat raje ostanite v dolini. Vasica je prijetna, domačini prijazni, ponujajo tudi počitnice. Naj povem, da tle na našem območju prebivamo, živi nekje 100 duš. Premoremo pa več zasebnih apartmajev, ponudnikov zasebnih apartmajev, motel, več počitniških domov, gostišče, turistično kmetijo, tako da nekje imamo približno 140 do 150 postelj Log pod Mangartom za okolico. Log pod Mangartom pa ni zanimiv le pozimi, temveč tudi poleti. O tem se prepričate sami.